To je model sončnega sledilnika, ki so ga izdelali mladi udeleženci letošnjega poletnega tabora energetike in jih ponosno predstavili zbranim na zaključni prireditvi. Če pogledamo tle pač z lučko, potem sledi luči in dobi maksimalno, kar se da sončne energije. Ja. Naloga tega sledilnika je, da lovi maksimalno sončno svetlobo, da je skozi sonce prav pač pod kotom 90 stopinj obrnjeno na to ploščo, da pač prejmemo maksimalno količino sončne svetlobe. Poletni tabor energetike, ki je izrazito praktično naravnan, je trajal en teden. V začetku tedna smo začeli z modeliranjem in tem 3D tiskanjem, pač da smo prvo vse skupaj sestavili. Potem pa naslednje dni smo se lotili spajkanja in povezovanja teh kablov, pač tu so s tem mikročipi in vsemi temi senzorji, ko so na tem. V naslednjih dneh smo potem to vse že sprogramirali, da smo prišli zdaj do končnega izdelka, da dela tako, kot treba. Zdaj, zakaj smo se ravno za to odločili, bom rekel, ker je od vseh teh let, poleg recimo v drugem letu tistega električnega avtomobila, bila nekako najbolj zanimiva, ker jo lahko v bistvu od začetka do konca sami zmodelirajo in tudi sestavijo. V prejšnjih letih smo tudi določene modele kupili in na nek način dogradili, ta pa je popolnoma od samega začetka pa do konca bil, bom rekel, plod njihovega dela in pa njihove ustvarjalnosti. Sicer pa je namen tabora mlade navdušence za tehniko in naravoslovje pritegniti k ustvarjalnemu delu in razvoju v svetu novih tehnologij. Udeležba dijakom med drugim pomaga pri samem izobraževanju in tudi odločitvi za naprej. Jaz sem se odločil, da sem udeležil tega tabora predvsem zaradi vidika tega, ker letos imam maturo. In bom tudi to izdelek uporabil kot za izdelek za maturo. Veliko sem novega odkrila in tako. Nisem imela še veliko izkušenj iz programiranja, modeliranja in sem zdaj nekako dobila prve izkušnje. Ta tabor je nastal kot ideja ene nagrade, če lahko tako temu rečem, da nagradimo tiste najbolj zagnane dijake, ki hočejo nekaj več, hkrati da pokažemo našo odgovornost, v bistvu, da ustvarimo kader, lokalno kvaliteten, v bistvu znani, pustimo te sledi tukaj in mora biti, da se nenazadnje dijaki odločajo za študij energetike ali naravoslovja, strojništva, fizike, kakorkoli, kar lahko prispeva v bistvu še boljšem delovanju energetskih objektov. Ja, Fakulteta za energetiko skupaj s partnerjem Gen Energijo dejansko že 5. leto zapored organizira poletni tabor energetike. V tem času smo dejansko pripravili različne tematike od obnovljivih virov do tudi jedrske energetike, robotike, avtomatike, tako da nekako dijake skušamo s tem seznaniti s dejansko področjem energetike. Kot še poudarjajo organizatorji, se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov in so vsako leto znova navdušeni tako nad njihovim znanjem kot delovno vnemo.